Dragi gledalci, drage gledalke, pozdravljeni ponovno v oddaji Eno jabolko na dan. Moja današnja gostja je Tjaša Pecman-Poles iz Ritomeč, drugače delovna terapevtka, ki se ukvarja tudi z bolnovo terapijo. In prav bolnovo terapijo bova danes poskušali predstaviti. Pozdravljena, Tjaša. Pozdravljeni. Tako, začneva pri tvoji poklicni poti. V bistvu, kaj te je pripeljalo do tega, da se danes ukvarjaš z bolnovo terapijo in predvsem z dojenčki? Ja, moja poklicna pot se je začela, da sem dokončala sem študij delovne terapije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in potem od vedno me je vleklo delo z dojenčki, z otroki. Tako sem pač po študiju najprej šla delati tečaj razvojno-nevrološke obravnave po Bobatu. In tukaj delamo v bistvu za delo z dojenčki in otroki s posebnimi potrebami, z motnjami v gibalnem, motoričnem razvoju. Potem pa sem spoznala tudi bolnovo terapijo. Že tekom študija sem veliko delala prostovoljno in sem se udeleževala raznih taborov Sončka, tukaj v Elerih, blizu Kopra. To so bili tedenski tabori in tam sem bila kot prostovoljka, spremljevalka ali pa kot delovna terapevtka. No in enkrat sem tam spoznala tudi fizioterapevtko, splele so se prijateljske vezi, ona je pa ravno zaključila takrat tečaj bolnove terapije. Pogovarjali smo se, zdaj moj mož, takrat je bil še fant, je imel težave z ramo, s prsnimi mišicami zaradi poklicne poti, torej igra harmoniko. In ko sem mi to omenila, je rekla, daj, ko končamo to, pa pridete do mene v Ljubljano, pa mu naredim to terapijo, pa bo videl, kako bo. In res sva šla in že po prvi terapiji mu je bilo res wow, pa še sam je bil presenečen, tako nežna terapija, kot je, da ima tak učinek pač. In res smo ponovila 3-krat, je šel gor in stanje se mu je res izboljšalo in mene prepričalo. In naslednjič, ko je bil razpisan termin tečaja, sem se tudi sama prijavila na ta tečaj, no, bolnove terapije. Kje si se izobraževala? V bistvu, kje potekajo te tečaji? V Ljubljani. Kdo jih pa vodi? Jaz sem se udeležila tega tečaja pod organizacijo Bovter in tukaj so Zalika in Renata glavni inštruktorce. Pred njimi pa je bila tu Jelka Slapar, no, bom še povedala. To je zasebna firma, ki razpisuje te tečaje. Ti dobiš potem tudi licenco. Res je. Dolga leta so se borile, še preden sem zaključila to. Nekaj let potem smo lahko zaprosili za licenco, ker je tukaj veliko papirologije in zadostiti sem pogojem, da si potem dobiš licenco in si zdravilec. Alternativna metoda, da ti jo izda Ministrstvo za zdravje. Tako da, ja. Bolnova terapija je, se pravi, med terapijami, ki jih kdo predpisuje potek in vsa pravila. A je v bistvu kakšna inštitucija iz tujine, kakšno združenje bolnovih terapevtov ali gre za čisto nacionalni projekt tukaj? V bistvu to nam je zapustil Thomas Bohn. On prihaja iz Avstralije. V bistvu ni zapustil nič napisanega. On je imel svoje učence, pomagače, vsi so bili manualni terapevti, imeli so neko ozadje ali so bili osteopati, kiropraktiki in pri tem delu so mu pomagali in ga opazovali. To jim je dovolil. In to je edina zapuščnina, ki jo je pustil. In oni so potem to bolnovo terapijo ponesli v svet in 2003 je prišla tudi v Slovenijo, k nam jo prinesla Jelka Slapar, ki je živela v Avstraliji. In torej, no, zdaj dotakniva se ravno tega, kaj pravzaprav je bolnova terapija, kdo je bil boln in na čem temelji? Bolnova terapija je res taka nežna manualna tehnika.
ima značilno Bownovo potezo, ki je dobila ime po samemu ustanovitelju te terapije. In to gre za tako nežno potezo preko mišic, živčnih ovojnic, preko fascije in naredi nežno vibracijo, ki potuje preko živčnega sistema v možgane in sproži odziv. Bowen, on je pa imel res poseben dar in neverjeten občutek. In v bistvu ni imel neke ozadja, ampak res je, njegove roke pač so bile. Torej, on je to nekako intuitivno razvil. In njegovi učenci so potem zapisali te stvari in jih prenašajo naprej. Ali kako, na kakšen način je potekalo to izobraževanje, tam, kjer si se učila? V bistvu samo izobraževanje je tako, da imamo nek protokol, po katerem delamo. Sicer gremo lahko tudi izven teh okvirjev, no? Ampak za osnovno pridobitev znanja je ta protokol, ker se naučimo točno določenih potez na točno določenih lokacijah in točno določenem zaporedju. Tukaj je tudi taka, kako bi rekla, posebnost te terapije je pauza. Pauza? V kakšnem smislu? Pauza. Mi se pohecamo, da imamo Bownovi terapevti, da smo terapevti z največ pauzami na delu. V bistvu tukaj izvedemo določene posege in potem se odmaknemo. Počakate? Počakamo. Se pravi, čakate na odziv telesa? Tako. In kako ga vidite, kako ga začutite, na kakšen način pokaže telo? V bistvu telo reagira čisto odvisno od telesa. Včasih se pokaže kakšna rdečina, trezljaji v telesu, nekaterim postane toplo, mraz. Tudi čustveni odzivi se sprožajo, nekateri začnejo jokati. Odvisno, koliko je tudi človek si dovoli pač izražati. Ampak v tej pauzi je namenjeno temu, da telo res procesira vnešene informacije in rečemo, da se takrat največ zgodi. Zanimivo. Ja, to je v tem današnjem norem ritmu v bistvu verjetno zelo dobrodošlo, da pauza, ne znamo več se ustaviti. Ne znamo, ja. Ja, težko se ustavljamo. Torej, se pravi, samo še to vprašanje glede Bowna, kdaj je on deloval? V bistvu on je bil v prejšnjem stoletju, no, ta že 1913, mislim, da je rojen, do leta mislim, da 1980 in malo kasneje, no, tam je tudi potem umrl. 88, ne vem točno. Torej, kako poteka ta terapija? Človek pride k tebi, na kakšen način poteka komunikacija, kako pripraviš klienta na terapijo in na kakšen način pač poteka od začetka do konca? Mi lahko opišeš? Zdaj, čisto odvisno, katero populacijo dobimo, ne? Tako, če vzamemo nekega odraslo osebo, je ponavadi najprej imamo nek obrazec, kjer dobimo osnovno anamnezo, osnovne težave opiše, dobimo mogoče tudi informacije o zdravstvenem stanju, ki so nam pomembna, ker določenih potez ne smemo izvajati, naprimer pri nosečnicah smo bolj previdni, pri tistih, ki imajo srčne spodbujevalnike, vsadke, zobne vsadke, pač neka stanja so, ki potrebujejo dodatno previdnost. Po tem vprašalniku je pa tako, da se ponavadi naredimo še neko pač osnovno analizo telesa, tudi pogledamo, ko človek stoji, že ko prihaja, nekako ocenimo. Drža, simetrija, že tukaj si nekako ustvarimo neko sliko. Potem pa se klient sleče, ponavadi terapija poteka v spodnjem perilu, na masažni mizi, ampak je vedno pogrnjen z brisačami. Je zelo, kako bi rekla, korektna in odkrivamo samo tisti del, kjer izvajamo poteze. Tudi najbrž zato, da človeka ne zebe. Tudi, pa tudi, da je res odgrnjen le tisti del,
in ni razgaljeno. Torej to večjo sproščenost Tako. najbrž pripelje do večje Predvsem to. sproščenosti. Koliko časa traja posamezna terapija? Načeloma traja tam med pol ure in 45 minut, To je kar kratko, recimo. ampak se podaljšuje. Saj prva je tako, da ne smemo narediti preveč, ker tudi telo je potem preobremenjeno. Potem lahko glede na potrebe dodajemo, ker zaželjene so odvisno od stanja, ponavadi 3 do 5 terapij se naredi, potem se naredi neko daljšo pauzo, potem pa je priporočeno tako na mesec dni ena obnovitvena terapija po potrebi. Torej, ti se pa predvsem ukvarjaš z dojenčki, Tako. torej z malimi otrocmi. Zakaj in v bistvu si tudi mama, no, to tega nismo Ja. povedali, imaš 3 otroke, najbrž tudi to je bilo tudi en od razlogov, da te je pripeljal k Tudi temu, to. da se z dojenčki ukvarjaš. Kako se lahko terapevt ukvarja z dojenčki? To je le nekaj čisto drugačen pristop, verjetno, ne? Ja, tukaj gre drugače. Odvisno spet od starosti dojenčka. Zdaj, ko niso še mobilni, poteka ta terapija pri dojenčku tudi ali na neki podlogi, v naročju mame, na masažni mizi, odvisno od situacije, kaj takrat dojenček potrebuje. Drugače, ko pa že začnejo kobacati, se premikati, so pa to izzivi in v bistvu smo premični tudi terapevti, jih lovimo, jih poskušamo z igro zamotiti, ampak ja, je potem to v igri, na tleh, na blazini. Jaz to terapijo v bistvu rada kombiniram, ker sem tudi razvojna terapevtka. Me je navdušila, kakšne odzive ima pri otrokih in pri dojenčkih. Recimo, nam lahko kakšen primer poveš? Vsi jo kar vnašamo to neke gibalne vzorce, ki so pri dojenčkih, ki me obiščejo, niso pravilni. In vedno je zadaj neka zakrčenost, terapija pa res lepo deluje na to, na fascijo, na sproščanje. In jaz tudi si sposodim sam določen potezo, naredim sam na določen tam, ker začutim, da pač dojenček rabi. In sprosti in tudi taki so odzivi, da mi že isti dan reče, wow, se je obrnil, pa pač do zdaj mu ni uspelo, ali pa je skobacal prav danes, takoj po terapiji. Tako. Super. Lepo. Torej, s čim kombiniraš pravzaprav še to bavno terapijo, še z drugimi terapijami tudi? Največ jo pač tako v gibalnem razvoju. Sem pa tudi svetovalka za dojenje. In včasih pač, ko dojenčki se težko pristavijo, je zadaj lahko je neka zategnjenost od poroda, od položaja. In tudi tukaj potem, ko grem svetovati, ponavadi naredim tudi bavno terapijo in se osredotočim predvsem tudi, če je problem v neki čeljusti, v vratu, naredim več potez tam in so tudi lepi rezultati. Poznaš, mislim, podobno neinvazivna nežna metoda je tudi kraniosakralna terapija. Najbrž jo poznaš. Poznam. Bi lahko to dvoje primerjala za naše gledalce, ker tudi mene to osebno zanima. Ja. Pač tako močno ne poznam, da bi, ampak sem tudi svoje otroke peljala tudi na kranio in pač z opazovanjem. Bi rekla, da mogoče kranio se še bolj osredotoča na samo lobanjo, čeljust tudi z notranje strani. Pač z opazovanjem gre tudi v usta pri kranio in ko so problem, naprimer pri raščeni jezički, ker je tega zdaj res veliko, težave tudi, potem posledično z izplazenjem jezika, z dojenjem. Svetujem mamicam, naj kombinirajo, naj grejo tudi na kranio, ker tam dobi še dodaten, še z notranje strani in Torej, te težave, ki jih opisuješ pri dojenčkih, so torej posledica poroda lahko ali tudi potem, ne vem, mogoče tega, da ni stik med mamo in otrokom, sproščen. Posledica česa pravzaprav so lahko te težave? Načeloma bi rekli, ne bi smeli imeti težave, ne? Čisto različno. Naprimer, nekaj je že dedni faktor, ko govorimo naprimer pri raščenosti, se deduje
Včasih se ni tega toliko gledalo, se je dalo flajško otroku in je bilo to, če ni steklo dojenje. Ne? Sedaj je pač več poudarka in iščemo, zakaj, kaj je ozadje tega. Naslednja je sam porod, kakšen je bil, koliko je bilo nekih intervencij potrebno, kako je potekal, ali je bil prehiter, v kakšnem položaju je bil, ne? Otrok tudi prej, ali je bil pač utesnjen, že tukaj se lahko neka zakrčenost pojavi. Ja, torej ja, seveda, porodi so pač v porodnišnicah včasih prehitri, ne? Najbrž je tudi to, zato so posledica. Mislim, pogovarjam se z različnimi mamicami v zadnjem času, tako da mi kar veliko ljudi povedalo, da se poslužuje tako bolnovih terapij kot kraniosakralne terapije, prav posebej za dojenčke, ker pač sta neinvazivni. Okay. Torej, poleg dojenčkov delaš tudi z odraslimi ali samo z dojenčki? Delam, ampak z nosečnicami, ker pa po porodu mamicami, ker pa še lepo skupaj. Torej, nosečnice tudi potrebujejo posebno nego? Ja, ponavadi one se poslužujejo zaradi kakšnega bolečine v hrbtenici, ker se vzpostavlja neko novo ravnovesje, porušena so težišča. Predtem z tega vidika, pa zaradi slabosti in glavobolov se tudi one odločajo. Potem pa mamice po porodu, pa spet po porodu se spet poruši shema in spet so neke bolečine v medenici, v trtici. In takrat lahko pomagaš tudi. Oziroma včasih, ker bolnovo pridejo, delam tudi za dojenčke, za krče se poslužujejo zelo pogosto. In včasih, ko ni učinka, je problem tudi v mami, ker mama ni sproščena, ker je mama v situaciji beh ali boj. Aha, ja. Pod stresom. In torej, prav zato bolnova terapija zelo lahko pomaga. Tako. Končni cilj je pravzaprav najbrž, da se telo sprosti. Ja, da se samo uravna. Da se samo uravna. Torej, to je spet spodbujanje ozdravitvenih procesov. Tako. In recimo, če primerjaš z drugimi terapijami, ki jih izvajaš, je lahko, ne vem, neko primerjavo narediš v bistvu, recimo razvojna terapija sledi nekim protokolom, v bistvu nekim predpisanim razvojnim fazam, ki naj bi jih otrok v zgodnjem življenju doživljal. A je to včasih tudi pritisk tako močen, da se starši pravzaprav bojijo, moj otrok še ni to, kar piše, da bi moral biti, recimo, ne hodi še ali ne govori še ali pač karkoli že. Ali čutiš, da so to te pritiski na starše močni in da tudi to povzroča potem težave? Tudi. Danes je veliko medijev, mislim, Instagram, Facebook, tam dosti je tega primerjanja. Zakaj? Lahko pa je še zmeraj to prednost, ker včasih pa lahko nam je alarm, moj še ne, in da ne zamudimo, ker danes otroci potem dobijo razvojne, ampak ko dobijo še pol leta, so čakalne dobe. In je prepozno. Ko prijo na vrsto, bi mogel otrok že, gre že v vrtec, je konec porodniške, bi že shodil. Ne? Tako da so plusi, so minusi teh omrežij. Cilj je, da pustimo otroku, da gre v lastnem tempu, ampak če nismo mi prepričani, da je vse v redu, je pač mama čuti, da nekaj ne štima in je prav, da takrat ukrepa. In koliko recimo klientov imaš? Veliko ljudi obrača na te, delaš recimo mogoče nisi v centru, ampak si malo izven, v Ritomečah, ampak najbrž danes to ni nobena težava, se ljudje pripeljajo do tebe. Koliko ljudi prihaja? Kakšni vrste v bistvu tudi ljudje prihajajo? Ja, v bistvu je pestro. Pač eni pridejo z gibalnimi težavami in pač kombiniramo tam bolnovo terapijo. Spet drugi pridejo zaradi krčkov, zaradi refluksa tudi. To so najpogostejše vzroki, zakaj me obiščejo. Nemir, nespanje, pri dojenčkih je to pač. Tako da načeloma pri dojenčkih lahko sprejmemo več, ampak odraslih tam 3-4 na dan, ker tudi energetsko
izčrpa samega terapeuta in nisi več. No, to je zelo pomembna tema tudi, koliko v bistvu lahko terapeut na dan ljudi obdela in sprejme, seveda, ja. Torej, 3 do 4 na dan misliš, da je maksimalno odrasle? Tako je. Aha, dojenčke lahko tudi več, ampak 4 nisi več najbrž v popolni formi, ne? Tako je. Ja, si predstavljam, poznam tudi terapeute, ki samo 2 človeka na dan, ker več ne gre. Torej, terapija si rekla, traja nekje 30 minut do 45, recimo. In potem, prej smo se pred oddajo smo se pogovarjali, potem se zgodi lahko, kakšne odzive imaš lahko po Bonovi terapiji, od tega, da si sproščen, torej na kakšen način procesirajo lahko ljudje to sproščenost? Ok, bom najprej dojenčke rekla, oni so lahko tisti dan bolj zaspani, to najpogosteje. Lahko pa tudi so bolj jokavi, ker tudi jok težko ga sprejmemo, sploh kot starši, ampak prav je, da se naučimo, da jok ni zmeraj slab. Jok je edino sredstvo komunikacije pri dojenčku in na ta način sprostijo napetost v telesu. In včasih si z jokom pomagajo, da gre ta napetost stran. Tudi mi bi mogli jokati pa premalo, ne? Imamo zadržke, ker so nas tako naučili, da ni dobro jokati. Tako da odrasli pa rečejo tako, eni so polni energije, nekateri pa so že takoj po terapiji sesuti, bi šli spat, nekatere zebe. Torej se tudi priporoča se po terapiji, da se gre počivati. Priporoča se tudi, da se potem, taka splošna priporočila so, da se ne tušira s pretoplim tušem, ker uniči učinke. Da ne kombiniraš. Zakaj pa to? Ja, v bistvu to fascijo, ki bi ratela prožna, preseče, no, to v savne tuši. Tako, ja. A ni, v bistvu, jaz bi rekla, da vroča voda sprošča, ampak... Lahko je topla, ampak ne tisto včasih se spretoplo, ko smo vsi, ker itak ni zdravo, no, tako. To priporočamo, če so prehudi odzivi, da takrat to potuš res vrev. Okay. Ti si mi omenila, da si imela kar kolena malo mehka. Tako, jaz se tudi si privoščim se, ko toliko in grem tudi sama na Bonovo in ja, zdaj po lepmi časi sem si privoščila, po dolgmi časi in ja, me je kar sesula tako, kar mehke noge sem imela tisti dan zaspana. In si potem privoščila najbrž počitek. Ja. Čeprav imaš 3 otroke doma. Koliko stare otroke imaš? 6, 4 pa leto pa pol so. To je kar precej delaš. Ja. Tako da definitivno najbolj rabiš tudi ti Bonovo terapijo. Ja. Kam pa recimo greš ti na terapijo? Jaz grem tukaj v Koper, no? Je tudi krasna terapeutka. Helena, ona pa res dela z odraslimi. Če sem jaz bolj specializirana, oziroma je mojih strank več dojenčkov, je ona za odrasle res najboljša izbira. No? To je Helena Vatovec, ne? Tako, ja, posebej. Če morda bo kdo iskal. Tebe pa najdejo v bistvu kako pride do tebe ljudje? Od ust do ust, najboljša reklama, drugače pa Instagram in Facebook, to so... Aha, družbena omrežja, si aktivna? Poizkušam, premalo, ampak ja. Ja, saj danes je to en izmed tako kar precej velikih delovanja, ne? Ljudi, ki se ukvarjajo z raznimi terapijami in metodami preventive in zdravljenja. Koliko časa na dan ti vzame skrb za Instagram in ostale? Bom rekla, tako nisem najbolj pridna v tem in si ne vzamem vsak dan čas za objavljanje, ampak ja, kadar si pa takoj mine po urci, na urco, da urediš, da kaj napišeš, da pripraviš nek... Ja, to je cela skupnost zdaj že, ne? Ki obstaja. Torej, vi ste terapeuti Bonovi, ste povezani v Sloveniji, imate kakšno združenje, kako to poteka? V bistvu iz te izobraževanja, ker sem ga jaz delala, imamo društvo Bonovih terapeutov. Notri se lahko vpišeš po želji in si potem tudi tam je te moč najti, no, preko društva. Ok.
Samo društvo tudi organizira potem različne dodatne izobraževanja, kjer ko dobiš licenco, imaš to licenco za 7 let in v teh 7 letih moraš pridobiti nove licencne točke, če jo želiš podaljšati. Torej se moraš stalno nekako izobraževati, dopolnjevati, obnavljati, da ohraniš pač. Ja. Torej, kaj je po tvojem najpomembnejše pri tvojem delu, ko izvajaš bolnovo terapijo? Tvoje predznanje, se pravi znanje, ki ga imaš o sami terapiji, ali morda intuicija, občutek za sočloveka, kako to kombiniraš? To se mi zdi eno tako fascinantno vprašanje, na kakšen način se človek lahko sploh vse to obvlada. Ja, najprej je znanje, no. Pač tudi zahtevajo... Poznavanje tudi anatomije. Tako, in ja. vseh To je tudi eden izmed predpisov, da se lahko sploh pristopiš. Potem pa je vaja. Tudi tukaj je pač, kjer sem opravljala tečaj, pač je petek, sobota, nedelja izobraževanje, potem pa imamo 3 tedne čas, da zvadimo, da čim več dobimo svojcev, prostovoljcev, da tiste posege, ki smo imeli, poizkusimo na čim več različnih telesih, ker smo vsi različni, pač debeli, suhi, mišičasti, brez mišic in da dobiš res feeling, bi rekla, da najdeš pravo lokacijo. Občutek, pritisk, koliko pritisniti. Vse, če mi lahko opišeš, ker v bistvu mislim, da si marsikdo, ki se še ni srečal s tem, pravzaprav ne predstavlja zares. Torej, gre za neke nežne poteze s prsti. Tako je. Po fasciji, ali kako, tam, kjer poteka mišica in fascija. Recimo, če lahko na sebi pokažeš recimo ne vem, čisto pokazala. To so taki nežne poteze, ki jih ponavadi izvajamo s kazalci ali pa s palci. Ta dva sta ključna. V bistvu, če pokažem tukaj, naredimo razteg, se upremo ob mišico in s tem uporom gremo preko mišice, naredimo potezo. Preko kite, preko fascije. In potem je pauza. Tako, mislim, naredimo par teh predpisanih v protokolu potez. In potem je pauza. Ponavadi je to 2-minutna, razen če so neki hudi odzivi, potem damo telesu več časa. Pri otrocih in pri dojenčkih je pa ta pauza krajša, ker oni niso še toliko obremenjeni in hitreje procesirajo samo terapijo. Ja. In najbrž tudi se ustavijo? Mislim, kakšni so odzivi recimo dojenčkov? Se ustavijo ali so... Različno. Nekateri se res prepustijo, se umirijo, tako da so še starši, mu paše. Nekateri pa jokajo tudi zraven, sploh ko sem na predelu, ki je zakrčen, ki je neka tenzija na kakšnem vratu, glavi, znajo pač že tam pokazati, da se nekaj dogaja in da je nekaj zadaj problem. To delaš v bistvu tako na glavi kot na telesu? Ja, v bistvu celotno telo vključimo. So specifične točke na hrbtu, na trebuhu, vratu, glavi, posodno. Poskušam razumeti v bistvu, kako je, v kakšni relaciji so je ta metoda recimo z drugimi, ne? Ker gre za neko... nekje se sovpada s akupresurnimi točkami po kitajski. Vpliva na meridiane. In v bistvu nekako gre za neko stimulacijo živčnega sistema, ki sproži samozdravitveno, kot so že prej rekle, sposobnosti telesa. Zanimivo se mi zdi, mislim, na kakšen način poteka komunikacija recimo z klientom med terapijo? A se pogovarjata, a govori o odzivih ali ti to v bistvu opazuješ samo? V bistvu se že na začetku dogovoriva, da najbolje je, da terapija poteka v tišini, jaz lahko dam neko glasbo, tako neutralno, sprostitveno, da je on čim bolj v stiku s sabo. Ampak, če nekaj začuti, da se dogaja, mi pa lahko to pove, že pač ali med pauzo. Tako da, načeloma je terapija čim bolj v tišini, pa se potem pogovoriva oziroma vmes, ampak da klient prova čim bolj začutiti, kaj se dogaja v telesu, oziroma odmisliti in iti v parasimpatikus, ker tukaj to je pač pri terapiji bistveno. Če rečem, na kaj deluje terapija, sem mogoče prej pozabila omeniti,
V bistvu mi želimo, da se samo zdravljenje začne, pač, ker terapija temelji, da je telo zmožno samo ozdravitve in smo mi samo nek posrednik. Telo je tisto, ki naredi največ. Naše telo je večino današnjega tempa v simpatikus, to je beg ali boj, torej cel cajt smo pod stresom, se ne umirimo in cilj, da se telo sploh ima možnost zdraviti, začeti, je to, da spustimo, torej da se parasimpatikus, to je avtonomni živčni sistem, na katerega nimamo vpliva. In kako vemo, ponavadi začne med terapijo kruliti. To je en izmed znak, da je začel parasimpatikus delovati, da smo se umirili. To tudi povem, ker večinoma jim je neprijetno, ko začne kruliti. No, to je več, kot treba. Ja, mi smo ko črevesje kruli, ima sproženi neki očiščevalni procesi. Tako, vem, da sem brala o tem. Nam je nerodno, ampak v bistvu pomeni, da smo sproščeni takrat. Ker ko nismo sproščeni, ne kruli. Ja. Zanimivo. To je dobro vedeti, ker ljudje smo zelo občutljivi na to. Rada potem povem, da jim ni, rečejo, joj, nisem že dolgo jedel, pa tako se izmikajo, ampak rečem, ne, to je zaradi terapije in to želimo pač. Ja, ljudje imamo zelo res tudi v konceptih, kaj naše telo lahko počne in kaj ne, zelo zategnjene ideale včasih. To se pravi, vse zato potem potrebujemo te terapije, da nas spet spravijo v neko naravno stanje. Jaz bi rekla temu naravno stanje, kot človek pač v digest, kako je že, rest and digest, počitek in prebava v bistvu. Ko smo v behu ali boju, če bi rekla v naravi, da nas nekdo lovi, ni časa za WC. Seveda, se vse zakrči. Ja, se to posledica tega življenjskega stila je potem ravno to, da tega ne moreš narediti po neki naravni poti. Mi lahko poveš, recimo, kateri so bili najbolj primeri, ki si jim pomagala, težave, za katere si pomagala rešiti, ki so bile recimo zelo take, s katerimi se lahko pohvališ, no? So kakšne posebnosti, recimo, kjer je ta terapija res pomagala, ker drugače se pač ni dalo reševati? Razmišljam. Mogoče kakšen primer, zanimiv še, ki je lahko, recimo, kakšne indikacije vse so, ne? Mislim, lajšalo je, naprimer, razne bolečine v hrbtu. Odrasli se ponavadi takrat odločajo, ko so neke bolečine, degenerativne spremembe, ko pač uradna medicina razen lajšanja nima več dosti kaj in olajša pač bolečine. Ne bom rekla, da jih vedno odpravi, ampak zmanjša bolečino, poveča gibljivost. Potem uspešna, naprimer, pri zaprtju, no? To bom rekla tako. So poročali, ko niti niso omenili, da so zaprti, pa so rekli potem, wow. Se sprostilo prebavni sistem in zanimivo. Zelo zanimivo. Ja, spet ima vse zadaj čisto neko naravno logiko. Se tudi, recimo v teh mojih oddajah se precej srečujem z ljudmi, ki se z različnih vidikov ukvarjajo, ampak cilj je vedno ta, da telo spraviš v ravnovesje in predvsem v stanje neke sproščenosti, kjer človek potem lahko sam naredi vse ostalo. Zelo zanimivo. Torej, kam naj se ljudje recimo obrnejo, če bi se želeli izobraževati? Rekla si še enkrat, če lahko ponoviš ime te inštitucije? Ja, Bowter. Bowter. Ja, tako. Od Zalike in Renate, one dve so inštruktorice. Ok, torej lahko, to je vse na spletu dostopno. Sicer pa tebe lahko tudi pokličajo, te poguglajo, ime in priimek. Tako je, z veseljem jih napotim, no. Sem že marsikatero napotila, ko je to izobraževanje potekalo in jaz jim dam samo pač. To izobraževanje mi je dalo toliko, tudi inštruktorice so res srčne, polne znanja, izkušenj, tako da res. Super. Si tudi na tvojih otrocih uporabljala to terapijo? Sem, ko so bili dojenčki precej, zdaj tako,
odvisno, včasih ne zdržijo celo terapijo, ampak včasih pred večernim ritualom naredim še kakšne poteze, mogoče ne celo terapijo, ker tukaj je tudi, da so sproščeni, da ni motečih dejavnikov, ko so tri pa Je to težje, težko, ja, seveda. Ampak jim pa še? Ja, oziroma tudi tako kot dojenčkom bom rekla, ko pridem nekam na vrat, ko so malo bolj zategnjeni, se kar zmikajo, no? Pa je zelo nežna, bom rekla, terapija. Ali pa žgečkljivi. Ta žgečkljivost je tudi en znak, da je nekaj napeto v telesu. Aha, ja. Zanimivo. Seveda, ja. Zelo zanimivo. Tega se tudi včasih sploh ne zavedamo, da gre za nek simptom. Pod žgečkljivostjo se skriva ponavadi neka napetost, tenzija. Preobčutljivost je pravzaprav žgečkljivost v tem smislu, ne? Ja. Se pravi, napetost povzroči potem preobčutljivost. Ja, ne vem, imava še kakšne poudarke, ki sem jih jaz pozabila te vprašati? Mogoče, če še omenim, kdo vse omenila sem za prebavo, za degenerativne spremembe. Ponovadi se odločajo odrasli za kakšne glavobolje, migrene. Potem tudi hormonska neravnovesja. A tudi? Tudi pomaga uravnavati. Recimo menstrualne cikluse tudi? Tako, ali pa potem menopauza. Pri menopauzi tudi. Odločajo se tudi pri neplodnosti, ko so odstranjeni drugi medicinski vzroki in ni nekega, ne najdeš, zakaj ne gre, no. Potem se tudi obračajo. In se tudi izkaže za uspešnost? Včasih ja, včasih ne. Ni garancije, tako da so že primeri, ko si imela tudi ti kakšen tak primer? Jaz ne. Oziroma, ne vem, ena punca je bila, pa je potem bila noseča, ker se je borila s tem, ne vem, bila je 2-krat na terapiji, če je bilo to. Drugače imajo pa inštruktorce, no, so pa imeli lepe primere, ko je uspelo tudi. Jaz nimam toliko pač teh, da bi... Ker se bolj ukvarjaš z otročki. Ja, otročki so danes, mislim, ogromno stvari obstaja, ne? Mislim pa, da dostikrat bi bilo treba prav, da se starši sami s sabo ukvarjajo malo več v smislu, dajmo si podariti nekaj sproščenosti. Pridejo tudi starši zraven, tudi starše potem recimo obravnavaš, ali samo otročke? Največ imamo pač samo otročke, ampak se pravim, ko starši pridejo do spoznanja, da mogoče je pa to res, da je tudi v njih problem, da oni odražajo to na svoje otroke, pa se tudi sami odločijo. Si pa težko vzamemo, tudi sama bom rekla, dokler so bili majhni ta čas zase, no. Ja, verjamem, ja. Ampak ja, je pomemben, ker če smo mi okej, so tudi otroci okej, ne, ponavadi je tako. Tako je, ja, sej. Torej, starši se tudi odločajo za bolno terapijo oziroma za mogoče kakšne tehnike, ki jih sproščajo, zaradi katerih potem otroci tudi lažje sprejemajo. Ja, v bistvu včasih pridejo tudi starši, želijo tudi starši, oziroma največkrat naredim dojenčkom in otrokom, ampak včasih je problem v staršu, ker je starš preveč v stresu in ko pridejo sami do tega spoznanja, sicer jaz rečem, da včasih je dobro narediti tudi staršu, ker starš odraža in sploh otrok je v tem krogu energetskem maminem do 7. leta starosti. Takrat tudi mame včasih odločijo, da grejo na terapijo. In jaz sem pa drugače tudi inštruktorica masaže za dojenčke. In če bolno terapijo lahko samo terapevti izvajamo, lahko masirajo tudi starši. In to je pa tudi ena taka, da mogoče naredim jaz terapijo dojenčku, potem pa tudi naučim starša nekih prijemov, s katerim se on povezuje z dojenčkom in mu on lahko pomaga, ker tudi to, da lahko ti nekaj kot starš pomagaš, lajšaš dojenčku, je seveda te opolnomoči. Tako, opolnomočenje. Ja, ful, lepo, ja. Se pravi, v bistvu hkrati izobražuješ tudi, no? Tako. Tako da, ja, kar... Ja, to delo te verjetno zelo izpolnjuje in ti omogoča tudi, da si doma, ne, z otroci. Tako, ja.
v bistvu včasih rečem, da se niti ne počutim, da delam, ker zame takrat, ko delam to, ne gledam na uro in čas teče drugače in mi je res pač poslanstvo, bom rekla, no. Tvoje delo v bistvu je tako izobraževanje kot obravnava klientov, torej kar precej pestro in kot smo rekli prej, si doma, hkrati lahko mama in terapevtka, Tako. tako da imaš kar pestro, polno življenje. Včasih je izziv to usklajevanje, sploh ko delaš doma. In učiš tudi svoje kliente najbrž tudi tega ali ne, ali se pogovarjate tudi o tem, kako pravzaprav dan danes usklajevati vse te vloge in vse te funkcije, ki jih moramo izpolnjevati, Ja, sploh ko si starš. pride pač velikokrat tema na to, ne, kako, ker ja, pridejo pa sorojenci, pa potem je tukaj nek težko uskladiti, se umiriti, se posvetiti dojenčku, ko je več različnih motečih dejavnikov. Ampak ja. Ja, ampak recimo, kaj bi rekel, da te najbolj vodi? Intuicija ali občutek za ljudi? Kaj je tisto, kar te vodi pri delu, pri samem opravljanju dela? Občutek za ljudi in ta intuicija, v bistvu res imam veselje delati z dojenčki, rekla s to najmlajšo populacijo, no, s tem, ki so še tako. Ki v bistvu komunikacija ne poteka verbalno, ne? Tako, ja, neverbalna, ja, telesne govorice. Tako, ja, preko občutanja in spremljanja odzivov. In pri dojenčkih so najbolj, ker so še tako neobremenjeni, pa tudi govora še nimajo, vidiš te odzive, no. So direktni in neposredni. Tako. Ampak jih vseeno moraš znati brati. Ja. In najbrž moraš, mislim, da se ukvarjati z dojenčki, najbrž je potrebno, Znajo da si pokazati, mama. kaj jim paše in kaj jim ne paše. Ampak se z dojenčki ukvarjajo samo ženske, ki imajo to izkušnjo materinstva, ali misliš, da lahko tudi nekdo, ki je nima, pa se... Mislim, da lahko, pač, če imaš ta občutek, če imaš željo delati z dojenčki, če te to veseli, so proste roke. Bom pa rekla, da so me moji otroci naučili marsikaj. Sploh tudi pri terapijah so bili moji, kako bi rekla, poskusni zajčki. Na njih sem marsikaj izvadila, delala. Res so me veliko naučili. Super, lepo. Tvoji načrti za prihodnost, se bo še naprej ukvarjala z dojenčki, se mogoče tudi kakšne nove stvari, pričakuješ kakšne nove stvari, načrtuješ kaj? Ja, zdaj sem se navdušila pa tudi nad miofunkcionalno terapijo. V bistvu, kaj pa je to? V bistvu je to cela motorika mišičevje, funkcija ust, jezika, požiranja, ki ima velik vpliv spet na celotno shemo in delovanje človeka. Na razvoj tudi... V bistvu, na razvoj čeljusti, na naš izgled, na postavitev zob, na govor in v bistvu na držo. No? Na držo, to je zanimivo. Nepravilen položaj jezika, pač, ko začneš to odkrivati, vpliva na držo, naprej, če jezik leži na dnu, ne na ustnem nebu, kot je pravilno. Se v bistvu vse poruši, glava gre naprej, celotna shema telesa se poruši, drža in v bistvu, ja, ko začneš povezovati to, je lahko terapija, ampak treba zmeraj iskati tudi nek vzrok, zakaj je prišlo do neke drže, do nekih bolečin. In ja, vedno najdeš neko novo področje, ki te začne wow. Ja, torej boš lahko še v prihodnosti gostovala še pri nas, ker o tem sem jaz tudi že kar nekaj prebrala v zadnjem času. Precej se govori o tem, o pravilnem položaju jezika, sploh v dobi odraščanja, ker, kot si rekla, vpliva na držo, torej tudi na hrbtenico. Tako. To je pač eno novo področje, v bistvu, o katerem je precej govora v zadnjem času. Tako je neko, ko se še razvija. Mislim, razvito je, ampak v tujini je to že znano.
v Slovenijo še prihaja. Bom rekla, da tukaj je ena takih terapevt, ki to vlada, je Klaudija Slapar. In pač res... In ti se zdaj izobražuješ pri njej? Ne, sem bila pri njej s svojimi otroci, ampak berem. V tujini je marsikaj, knjige sem se sposodila in ja, je moj cilj, da enkrat opravim tudi to izobraževanje. In v to potem vključiš tudi v delo. Ja, torej, morda se bova še kdaj pogovarjali, ker vidim, da je to ena taka tema, ki spet se dotika dan danes cele razvojne poti potem, pravzaprav, ne. In se jo pa da reševati tudi kasneje v življenju z vajami. Se da, ampak veliko težje. Veliko težje. Ker prej je, v bistvu šivi še niso zaprti med rastjo, tam do 7. leta je najbolj možnost vplivati s položajem jezika. Kasneje se zakosteni, po 18 leti je že kar rigidno in je treba potem kar več truda, da dobimo da pride do rezultatov. V bistvu v fazi rasti smo najbolj učinkoviti. Ja, tako, mislim, da sva bolj ali manj nekako obdelali to Bonovo terapijo. Vidim, odprle so se še kup novih tem, o katerih bi lahko govorili, ampak jih bova pustile morda za drugič. Jaz se ti zahvaljujem, ker si bila danes naša gostja v oddaji Eno jabolko na dan. Hvala za vse te informacije in lep pozdrav do naslednjič. Vam, gledalcem, pa prav tako. Hvala, ker ste bili z nami, hvala za pozornost. Če vas zanima več o Tjaši Pecman Poles, jo pogooglajte, informacije o njej so na spletu. Mi se pa vidimo naslednjič v oddaji Eno jabolko na dan. Lep večer še naprej.